Četrta točka. Kje vidiš sebe čez 10-15 let? Zdaj, če mi uspe to, kaj pač si želim, jaz bi tako imela neko svoje podjetje, ko bi lahko potem tudi prodajala to svoje znanje, pa dajala pač mlajšim generacijam, mladim puncam, ko bi jih potem pač naučila znanje vsega, o modelingu? Ja. Okay. Ker mene to ful veseli, ne. Cool. In bi dala pač to znanje naprej. Ne vem, imela bi sobo ali pa dvorano, imaš ogledala, jih imaš, ne vem, en tečaj imaš poziranja, en tečaj imaš hoje, en tečaj imaš drže, pol imaš ličenje. Pol pa mogoče še kakšne dodatke, recimo, jih presenetiš, pa narediš tečaj, recimo, plesa. Recimo. Ne vem, pač tak. Vse te stvari, ki si jih zdaj naštela, hoja, make-up, hair, to, ono, tretjo, to že zdaj vse znaš, obvladaš, vse bomo rekli? Ne bom rekla, zdaj obvladam. No, obvladaš, ampak bi si upala imeti zdaj že nek tak tečaj. Si dala toliko tega čez tekom priprav za tvoje nastope, da si se dodobra naučila, da bi lahko ponudila nek tak tečaj? Glede hoje pa poziranja bi rekla, da si načeloma skoraj da upam, zdaj glede make-upa pa nočem niti pametovati, ker nimam neke licence, pa tega niti nisem na pravi šoli za to. Ok, ne razumem, ok, pošteno. Tako da, če že bi, ne vem, pripeljala kako vizažistko ali pa pač dejansko Cool, osebe, ki se ukvarjajo s tem, pa jih ne pač one potem naučijo, pa še sama se lahko nadalje naučim z tega, ne. Mislim, da veliko nekih beb, ki bi rade že za Instagram, že za to znale, kako se postaviti, kako se pozo narediti, kako se hodi, kako izgledajo noge daljše, kako izgleda trupi krajši, daljši, lase daljše, ne vem, to se jaz ne spoznam, ampak bi bilo zanimivo tudi imeti kak tak tudi tečaj. recimo pol to prodati dalje, ne. Mislim, se itak, recimo zdaj primer, mnoge itak izgledajo daljše, če od spodaj gor slikaš. Ni samo vse odvisno od modela, ne. Moraš biti tudi v redu fotograf, mora biti, ne. No ja, ampak recimo, dostikrat se one same, pa ki se ne ve niti kako postaviti, kako to kot ono, a ne, bi bilo zanimivo za mlade, da imaš nek tak simple course, a razumeš, glede tega, kako se obnašati pred kamero. Ja, bi bilo tudi zanimivo, ne. Če pogledava, kje se vidiš čez 10-15 let, me pa zanima v prihodnosti, zdaj imaš vse lepo, super fajn, kako gledaš na botoks, umetne jožke, dodan umetne riti, dodano vse, kako pa ti gledaš na te zadeve? Če puncam to všeč, izvoli, idi. Če imaš finančna sredstva, idi, če te to veseli. Pač jaz nočem zdaj slabo govoriti o tistih, ki se odločajo za to ali pa se bojo odločale, ampak ne vem, no, jaz sem zadovoljna sama tako, ko sem, pa si ne bi zdaj dala nekaj popravljati. Vsaj trenutno ne, ker ne vidim niti potrebe potem, nimam potrebe potem, ker sem zadovoljna, tako sem. No, saj imaš šele 18 let. Ja, pa dobro, ne. Ok, ja, koliko, zanima me pač čisto... Mislim, vse to je potem čisto njihova odločitev. Spoštujem njihovo odločitev, če se tako odločijo, jaz pač tega ne rabim. Ne vidim potrebe potem. Prej si rekel, da dobiš tudi kakšna razna neprimerna povabila, takšna in drugačna. Ali te bo lahko mogoče, ne vem, pri 25 videli, da boš bila, ne vem, na naslovnici Playboya. Gre za to, ali bi se v prihodnosti gola slikala ali ne? Pač zdaj v tem trenutku se odločam bolj ne. Pač vseeno je meni to malo sporno, ne. Mislim, če pa je kjeri punci cool, glej, pojdi. Ne vem, no, jaz ne vidim potrebe trenutno potem, da bi zdaj celi svet zdaj vse videl. Ok. Pa rečva še, daljna prihodnost. Vedno mi je zanimivo abstraktno razmišljanje od tistega tvojega začetka, od kje si se rodila, skozi kaj si šla in pa kako vidiš, da bo svet izgledal v prihodnje? Zdaj, tako ko spremljam, vedno vse samo pada, generacije tudi so vedno bolj boge, ali kako naj temu lepo rečem. Se mi zdi, da bo svet šel tudi malo bolj tak, ne bom rekla poguben, ampak da bo vse skupaj malo bolj padlo. Kam? Na slabše. Kaj je zate slabše?
že zdaj vidimo, da so ene kreacije tako res ful odštekane in se mi zdi, da bo tega vedno več. Pač meni je to ful zanimivo, ko, ne vem, imaš samo modne revije, ko imaš res odštekane frizure. Recimo v kvadratih so tudi frizure gor na glavah. Ali pa res take odštekane obleke ali pa oblačila. Se ti zdijo, da so te obleke mogoče malo preveč odštekane? Včasih imam občutek, da se modni kreatorji delajo norca z ljudmi, brez zamere, in vas tam daj ti to na sebe gor, pa bi bila ti da rekla, ne, to pa jaz ne bom dala gor, to je pa meni izpod časti. Bi si to upala reči modnemu kreatorju, pa tudi, če ti ne vem, kakšen budžet ponudi. Mislim, kakšne so res sprevržene. Ja, ene so res take malo, da se vprašaš, kaj sploh to je. Norca se delajo. Ja, včasih res tako. Kaj jim jogi našraufa od zadnje, razumeš pa, da ga mora nesti po modni pisti, to je sik. Ja, recimo našla sem tudi, ko so jih v razne inštrumente oblačili. To je pač, imajo zanimive ideje, pa pač to podkažejo, ne. Saj so modni kreatorji, imajo res zanimivo razmišljanje, bom rekla, ne. Kakšni modni kreatorji imajo izkrivljen svoj ego, ker so bili v svoji rani mladosti dostikrat pretepeni, zatirani, so jih sramotili in pridejo do tega nivoja, da sem pa jaz modni kreator, po večinoma s kakšni geji, nema to veze, zato da se oni delajo norca z ljudmi in jih imajo dobesedno ko dvorne norčke, vas, ki ste elegantni vse, kot dvorni norčki, da boste zdaj vi nosili te moje modne kreacije. A veš, kaj mislim? Ja. Mislim, no, če te povabijo, da bi za njih, ne vem, odhodo tisti, ne vem, 2-3 oblačila. Pa da ti ful plačajo. Ampak če moraš tebe dol kri gre jed, razumeš, mislim, sik. Ja, se še vedno lahko rečeš, ko te povabijo, da ti zdaj ne boš sodeloval pri tem, ker te pač ne zanima, ne. Ne, zanima te zelo, sam je sik to, kar delajo. Zdaj spet odvisno, za kako revijo gre, ne? Ker včasih si lahko ti lutka, včasih si pa point ti, da niso oblačila point. Štekam, to je dobro, kar si rekla, ja? Isto je pri shootingih, lahko delaš osebni arhiv, ko si ti point, da sam sebe prodaš, da te povabijo, ali pa pač oblačila, ne? Ja, če dale več je teh sprevrženih modnih revij, nam rekel, da mi gre na klinec, mene boli patka, razumeš, ampak trudijo se na vse možne načine nam porivati v ospredje, kaj je realnost. Obskrunjene totalno ne vejo, kaj dela, oziroma oni preklemansko dobro vejo, te modni guruji, kaj nam hočejo servirati, in pridemo do momenta, ko si rečemo, ne, tole pa ni v skladu z mojimi moralnimi načeli. Moralna načela imaš. Vsaj pri tvojih letih, dok si še mlada, imaš, pa se to počasi zgubljajo, ker je folk pripravljen prodajati sebe za čist minimalne denarje, samo zato, da preživi. Kako ti gledaš na te zadeve? Se ne prodaš za vsako ceno? Ne. Pri svojih 18 letih sem do zdaj že rekla, marsikero ponudbo sem že dobila, pa sem rekla ne. Glej, pač če mi ni všeč, ne bom šla, ne. Mislim, pač vseeno se moraš nekako ceniti, vseeno se moraš odločiti pa premisliti, če je to za tebe okej, ti odgovarja, se boš okej počutil tam. Ne moreš zdaj za čisto vse, kaj ti bo nekdo ponudil pa vprašal ali pa te povabil, skočiti. Ne moreš, ker, ne vem, lahko dobiš, da sem bom, ne vem... Kar, po domač. Recimo 50 različnih ponudb za enem mesecu, zmišljujem si. Ne moreš zdaj za vse izpeljati, ker to človeško ni mogoče. Štekam. Pa ena stvar ti ne bo cool, ko, glup primer, boš na modni reviji v, ne vem, harmoniko oblečen. Ali pa boš v kakem videospotu, ko boš mogel nekaj jesti, ko ti ne bo cool, ali pa... Mislim, no, se več različnih stvari, ko bi pač lahko rekel ne. Pač samo ceniti se moraš toliko, da znaš potem presoditi, ali bi se vrgel za čisto vsem, kaj ti človek ponudi, pa koliko je pač potem zaslužka na tem, ali boš pa sebe cenil, pa pač presodil, ali je vredno tega denarja, ali boš pa sebe cenil. Tako, ko so razne te mladenke, ki grejo za eno kremico, ki jo dobijo z 5%, 10% popustom, je že ful. Razumem, da se je treba od nečesa živeti, pa da je treba tako, ampak da se ustvarja neko vrednost. Ne vem, da ti trg ponuja 101 možnost, ki jo lahko zaslužiš.
moje mnenje je pač samo influencerstvo, zdaj bi mogoče koga užalila, ampak za mene to ni nek poklic. Okay. To bi jaz rekla kot neki hobi, neka dodatna dejavnost ali pa nek dodaten zaslužek, ko lahko pač eni imajo res dejanski neki zaslužek od tega, eni pa pač minimalni zaslužek, ne vem, si lahko greš kupiti oblačila konc meseca za brez veze, ne. Pol ti influencerji imajo potem tudi kode dobijo, pa jih dajo, ker s tem pač tudi mamiš druge ljudi, glej, tu pa ti bom jaz ponudil še kodo, ne, pa dobiš še zastonj, ne. Tako da si potem tudi na ta preko influencerstva kar vabijo ljudi na svojo stran potem, ja. Mislim, no, jaz bi imela službo, pač neko stalnico, pa se mogoče s tem potem dalje ukvarjaš zraven, ne. Zdaj vsega, ko smo pa pri ponudbah bili, pa jaz tudi ne bi zdaj skakala za čisto vsakim proizvodom, ki bi ga dobila, ne. Vseeno se odločiš, kaj bi recimo rad prodajal, ali pa recimo jaz ne bi mogla nekih teh patik za fuzbal prodajati, ker se ne ukvarjam s tem, ne. Ali pa, ne vem, nekih proizvodov, ko se ne tičejo mene. Jaz bi recimo prodajala lahko, ne vem, stvari za make-up, oblačila, hair products, pač oblačila, čevlje, karkoli, to vse spada pod oblačila, ne. Ker je to moj lifestyle, ne zdaj neki fuzbal tam, da jim bom žoge promovirala. Ajde, je recimo zanimivo, ne. Ker pač imaš neko drugo osebnost, pa vseeno recimo nogometna žoga, recimo kako partnership recimo. Je vseeno malo zanimivo, ker je tako dinamično, nekaj drugače. No, zanimivo, upamo, da se kakšen najde v priliki, razumeš, pa ti mogoče piše, pa se dogovorite. Če se vrnemo nazaj na daljno prihodnost, kako misliš, da bo svet izgledal? Meni se zdi, da bo svet zelo odštekan. Že zdaj se nekaj sanja, da bojo avti leteli po zraku, pa ne vem kaj vse, tako da mogoče pa bo kdaj, mogoče bomo tudi na Luni pa v drugih planetih živeli. Zdaj ful je te umetne inteligence, tako da po moje bomo živeli z roboti že lahko. Ne vem, po moje bo tako. Si se kdaj vprašala, kaj ta umetna inteligenca prinese nam? Kaj bomo sploh mi delali? V bistvu bomo samo bolj butasti postali, se mi zdi. Pač, ker bo računalnik znal vse namesto nas in ga sploh ne bomo rabili. A bo sploh šiht za nas? Ne vem, to je zdaj ful težko, zato ker pač potem bo računalnik, že zdaj delajo recimo v tovarnah računalniki, namesto nas pa je vedno manj služb že v tovarnah, ne. Tako da že to je potem problem. Ne vem, mogoče bo, mogoče ne bo, pač v življenju se je treba znajti. To pa definitivno, ja. Verjameš v reinkarnacijo? V bistvu mene ful zanima, recimo, kaj sem jaz bila v prejšnjem življenju, ali pa pač jaz recimo verjamem, da ko nekdo umre, gre ta duša potem v nekoga, ko se rodi. In najbolj zanimivo mi je to, ker nekaj sem pa že prebrala o tem, se ponavadi te duše najdejo spet v nekih istih družinah ali pa razmerih, da so si nekako blizu. Recimo v prejšnjem življenju sem bila jaz recimo z mojo mamo, smo bile sestri recimo ali pa sestrične, da smo pa pač mama pa hčerka recimo, ne vem, meni je to tako ful zanimivo. Najbolj mi je pa zanimivo to, ko tako včasih, res, to so one shower thoughts ali pa pred spanjem, ko res ne moreš zaspati. Kako sem lahko ravno jaz ta oseba, kako lahko vidim jaz skozi te oči. Ne vem, meni je pa to bilo vedno tako zanimivo, da kako to pa, da jaz ne gledam zdaj skozi tvoje oči. Ne vem, tako, kako moje misli pa možgani lahko delujejo, da vidim zdaj pa točno, da tu sem pa, da se nisem rodila, ne vem, 50 let nazaj, pa nisem takrat živela, pa gledala na svet. Se lahko, da si. Ampak jaz se ne spomnim tega, ampak sem točno v tem trenutku tu, pa se mi tu dogaja vse. Ne vem, meni je to tako zanimivo. Se kdaj spomniš kakšnih stvari iz prejšnjih življenj? Ne, mi je pa ful zanimivo, ko se déjà vu zgodi. Recimo, tu sem pa že bila, ali pa to sem pa že videla, ta pogovor se je pa zgodil. To mi je zanimivo. Me tudi zanima recimo, kaj sem bila v prejšnjih življenjih, s kakih družin sem bila, kakšne stvari so se mi dogajale. Zdaj imaš še cajt, da to vse dojameš. A veš, ko se enkrat začne s temi ukvarjati, meni je to zelo zanimivo. Pa energije recimo tudi. Začutiš ta feeling in greš skozi life. Verjameš v to, da z mislimi lahko kreiraš svoje življenje? Ja. Ker meni se zdi, da če recimo ti neka stvar trenutno ne gre ali pa te
predmet v šoli sploh ne zanima, pa se začneš delati, kot da te to ful zanima, pa recimo, da predavaš nekomu v svoji sobi ali pa da tudi ko nekoga učiš, pač jaz se tudi tak stvari učim, ko recimo kako zgodovino, geografijo, ko so meni čisto mimo predmeti, sem se jih tudi na tak način naučila, pač ne. Tvoja zaključna misel in tvoje sporočilo, ki bi jo rada predala ljudstvu. Kamera je pa ta tvoja. Nikoli se ne pač pustiti drugim, da ti vrivajo mnenje, ki tebi ni kul. Delaj to, kar si želiš, ceni se. Tudi, če te zanima neka stvar, ko bo vsem okrog tebe glupa, pejti jo narediti, ker ti bo pa mogoče potem žal. Pa ne se sekirati, če ti spodleti, ker ti bo najmanj 100-krat, preden ti uspe. To je bilo za mlade. Teba reči še za message za starejše. Vi starejši pa nas prosim, vključujte v stvari, ne misli, da smo glupi, ker nismo. Imamo stvari narobe, noben nima nikoli nič prav. Probajte nas vključiti pa upoštevati mnenja, ker imamo vseeno svoj glas. Zame so starejši tisti, od katerih se lahko učim, pa mi dajo neko znanje ali pa me usmerjajo v to, kar želim ali pa bi želela doseči. Starejši se zagotovo lahko učijo tudi od nas, ker tako se mi učimo od njih, se oni učijo od nas in pač to je dvosmerno. Mislim, da nas ne poslušajo zato, ker pač mislijo, da smo toliko mladi, najstniki, butasti, otroci, da nimamo nekega vredu mnenja ali pa da pač nismo dovolj zreli, da bi nas lahko poslušali. Da bi oni razumeli svet, v katerem mi živimo, se mi zdi, da bi lahko mogoče razumeli, ampak vseeno, če primerjam naše starše pa nas, oni so vseeno bili v najstniških letih, ko ni bilo telefonov, elektronike. Mi jo zdaj imamo, mi smo načeloma zdaj s tem gorasli, a še niti ne toliko, ampak se je pač zdaj stopnjevalo v najstniških letih. Ampak pač mlajše generacije od mene pa zagotovo imajo to že v zibelko v bistvu položeno. Pač so dobili, ne vem, televizor, telefon, pa so jim starši dali tam, da so se s tem zamotili otroci. Ne vem, pač prav bi bilo, da kot starš, ker že imaš otroke, da se z njimi ukvarjaš, jih pelješ v naravo, jih učiš stvari, se ukvarjaš z njimi, ker pač prav tako se oni učijo od nas, kaj že mi znamo, pa mi od njih. Ker vseeno pač to so različne generacije, ne. Otroci smo tudi tu zato, da se pač starejši naučijo nekaj od nas. Če nam starši že ne pustijo, da soodločamo v pač stvareh, nas naj vsaj pač poslušajo, ker vseeno lahko damo neko svoje mnenje. In jim lahko damo koristne nasvete. Ja, super. Hvala lepa, dragi gledalci, drage gledalke. Zelo lepo mi je bilo poklepetati z našo današnjo gostjo. Mislim, da smo se tako starejši, kakor mlajši marsikaj naučili od nje. Če bi imeli kakršnokoli vprašanje, nam lahko pišete spodaj v naš kanal. Se tudi prijavite v naš kanal. Tako da hvala lepa, hvala tebi, Rebeka. Hvala. Želim ti vse najlepše, vse najboljše na tvoji, bom rekel, poslovni poti, na tvoji najstniški poti, na tvoji življenjski poti in uživaj na vsakem koraku maksimalno, kolikor se da. Hvala. Hvala. Lepo se imejte. Lepo zdrav, živijo.